zdaj v zvezi s temle moramo povedati, bom takole rekel, ne, poenostavljena verzija ne, je vedno lažja, ne, zato smo začeli z dvema, ne, pa bi mogoče torej napisal, ali pa dajmo vsem, ko smo že ravno pri dveh, ne, torej, to se pravi dve tuljavi, ne, pa dajmo najprej razčistiti tale izraz, torej, mogoče pa dajmo prej še kar to, induktivnost kot strnjen element torej, tako kot smo iz kapacitivnosti prišli do kondenzatorja, tako kot smo iz upornosti prišli do upora, torej to je strnjen element zavovezja, tako bomo zdaj iz induktivnosti nas bo pripeljala do tuljave. To je ta simbol za tuljavo v našem evropskem svetu je takle, ne. V ameriškem svetu boste našli pobarvano škatlico od upora, ne. To je pa tudi druga varianta tega, ne. Okay. In zdaj bi, tako kot sem napovedal, ne, spregovorili o dveh tuljavah. Da imamo ta pojem tuljave že osvojen, ne. Se pravi, dajmo imeti v mislih kar takole. Ti dve tuljavi, tole naj bo lastna induktivnost prve in druge tuljave, tole naj bo pa medsebojna induktivnost, to je pa tisto, zaradi česa ena na drugega vpliva in smo imeli tisto žarnico, ki je, to bom pa kar pisal, ne vem, L1,2 ali pa L2,1 ali pa M. Ok, zdaj zaenkrat si dajmo predstavljati model teh dveh tuljav, da je zgolj takole, tukaj je tok I1, da je zgolj induktivnost, pa bomo temu potem dodali še upornost. I1, I2 in tukaj naj bosta napetosti U1, U2 in te dve napetosti sta hkrati tudi inducirani napetosti. Z malimi črkami jih bom pisal, ker sta spreminjajoči časovni funkciji. U1, U2. In zdaj to zapišemo kot U1 je L1,1 krat I1 plus L1,2 krat I2, pa časovni odvod. Mogoče bi tukaj vmes še majčkeno kasneje boste dobili pojasnilo za tole formulo. In U2 je L, zdaj tukaj bi lahko pisal L2,1, ampak ker je enako, bom kar pisal L1,2 krat I1 črtica plus L2,2 krat I2 črtica. To so časovni odvodi. Zdaj, tlele bi mogoče dodal to poenostavitev, če imamo pa eno tuljavo,
To je poenostavitev. Potem to izgleda takole. Tok I, napetost U in pišem, da je U enako L, a bom najprej takole napisal N krat D Fi po DT, to pa izpeljemo, pa ne bomo izpeljevali, L krat I črtica. Tako, zdaj imate tudi, po mojem, občutek iz tega, ker smo prej imeli N1 pa D Fi 1,1 po DT, pridemo do teh L1,1 krat I1 črtica. Te črtice, pazite, to pomeni časovni odvod, da ne bo kdo ostal v dvomih. Ok. To smo si zdaj poenostavili za eno tuljavo. Zdaj si bomo pa še mogoče nekoliko zapletli zadevo. Pa bom takole napisal dve realni tuljavi. Ta beseda, realni tuljavi, pa pomeni, da naj te dve tuljavi imata tudi neko upornost, ki opiše žico posamezne tuljave. In točno to bo predmet debate. Pri našem zgledu. Ki ga bomo v nadaljevanju začeli. Malo s prostorom šparam, da me boste razumeli, zakaj toliko na knap rišem. Torej, ker je tuljava iz dolge žice, ima ta žica neko upornost. Sami ste videli, ko ste pač kakšen primer, recimo tistega zadnjič imeli, tam je bilo ogromno žice navite in ta žica ima upornost in če hočemo to realno opisati, potem moramo to upornost tudi opisati. Potem pa induktivnost te tuljave, to sta dve lastni, pa ena medsebojna induktivnost. Te puščice pomenijo, da nadaljavo druga na drugo vplivata. To narišemo s to puščico. In druga upornost. In če bi zdaj hotel zapisati, tlele bom označil še ta tok kot I1, pa tale tok tukaj kot I2, pa tole napetost kot U1 in tole napetost kot U2, potem bi, gledajte, tale sistem, ki ga tukaj imamo, v bistvu mogli razširiti še z napetostjo na oporu, kar je Ohmov zakon. To se pravi, pišem, U1 je R1 krat I1 plus L11 krat I1 črtica plus L12 krat I2 črtica. Se pravi, tisto, kar smo prej imeli, razširimo še s padcem tukaj le gor. In za U2 je to R2 krat I2 plus L12 krat I1 črtica plus L22 krat I2 črtica. Takole. In točno tule se bomo zdaj odpravili na našo pripravo. Dajte si prosim poiskati vajo z naslovom indukcija in dinamični mikrofon, mislim, da je nekaj takega. In si dajmo pogledati to zadevo pri pripravi.
takole piše. Imamo dve zračni tuljavi, ki sta naviti na isti tuljavnik. Zdaj, mogoče tisto prvo vprašanje, ta beseda zračni, kaj to pomeni, ne? Glejte, tudi če ste gledali male eksperimente na videoposnetku, ne, zračni tuljavi sta linearni tuljavi. Medtem ko če damo noter železno jedro, pa imamo tisto nelinearnost. Okay? Se pravi, kar hočemo povedati je, da sta linearni tuljavi. Potem imamo pa takole. Tlele je sicer lepo podano, te številke si dajmo kar malo nekam zapisati. R1, 11 ohmov. Torej, na skici imate majčkeno drugačne risan in sicer tako, da imate to upornost kar tle zraven napisano. Jaz sem jo namenoma ločil, da je podobno tisti naši skici, ki smo jo prejle tamle pripravili, če se spomnite. In potem imamo tlele tok I1, tole so sponke. Tukaj pa, da ne pišemo L1, so malo pokrajšali. L1 je, pa bom prebral 17,6 milihenrija. Henri je tisti nagrajenec, po katerem se imenuje enota za induktivnost. In potem imamo še drugo tuljavo podano, ki pa pravi, da je upornost R2 enako 1,4 ohma in da je torej, induktivnost L2 enaka 2,8 milihenrija. Zdaj jaz strani ne vem točno. Taki se imenuje induktivnost pa dinamični mikrofon. Je to 61 stran? 61. Jaz imam lansko verzijo, zato ker je bilo malo drugače, ker smo v živo delali, zdaj pa malo drugače delamo, ker na pol nadaljavo. Mislim, tako da točni strani ne vem. Hvala lepa občinstvu. Ja, in tole je L2, R2 in tukaj bom označil še tok I2 in pa napetosti, dajmo kar takole označiti, čakajte, da jih bomo enak označili, tale U2 pa tale U1. Ok? In do semle smo izpisali, zdaj pa piše tukaj, da je K (0,95) in mi moramo iz tega ven zračunati, če ste za to, da medsebojno induktivnost označimo kar s črko M. Prav? M je, pa mi boste pomagali, dajte kalkulatorje vzeti, K krat koren iz L1 krat L2. Evo, takole. Čakam na prvi odgovor. To se pravi, tole je to. Zaenkrat. Potem bomo pa naprej čitali navodila. A kdo zračunal? Cela 16. Tu ni prav. Okay. Različne podatke dobivam. Zdaj, od dveh sem dobil 6,7. Dajte, prosim, še preveriti. Imamo še kakšen rezultat? Imamo, ja, ker po večini je to. Ok, v redu. No, se to moramo znati pritisniti, ne, te številke. Ok, zdaj gremo pa naprej, poglejte. Zdaj pa piše, da imamo podan
tok I1. Torej, če pogledamo tole vezje, tako kot je narisano, mogoče tega nisem dobro prej označil, da imamo tukaj tokovni generator s tem tokom I1, bom malo lepš narisal samo, nič drugače, ampak samo malo lepš, tole je napetost U1, to je tok I1. In še eno stvar imamo, poglejte, odprte sponke. Tukaj nimamo bremena. Narisal sem ga, ampak bom napisal, da so odprte sponke. In če vas vprašam, koliko toka teče čez odprte sponke, a ne je logično, da je tukaj nula. Se pravi, že nekaj vemo. I1 bo podan, kar bomo o njem govorili, I2 je pa nič. To nam bo zelo poenostavilo tiste enačbe, ki jih tamle na desni že imamo pripravljene. Okay. Pojdimo mi zdaj najprej narisati. Glejte, predlagam, da si takole vzamemo prostor in da rišemo graf pod grafom, enega pod drugim. Vidite, lahko lepš, mogoče narisa kot jaz tule. Tole naj bo čas T in vidimo, da piše, da imamo periodičen signal, perioda naj bo T in sicer piše, da je T je 5 milisekund, pa se pa to ponavlja. Tako da mi bomo samo narisali signal za eno periodo, pa se pa ponavlja. Okay? In to, kar bomo mi najprej razvozlali, je kakšen je I1, ker je podan z matematičnim zapisom, ker nam na oko ne pove veliko. Glejte, namenoma pri tem zgledu nimamo klasičnega sinusa ali pa kosinusa. Sinusi in kosinusi se bomo mi prihodnjič ukvarjali, pa tudi prej sem že govoril, da so ene take lepe funkcije, to, ker se odvaja sinus v kosinus, kosinus v minus sinus in tako naprej, se pravi, skozi ostajajo harmonične. Mi imamo pa tukaj, in tudi na sami vaji boste imeli, eno tako zlomljeno funkcijo, ki pravi, do T tretjin, znate predstavljati. Tole je T tretjin, to je pa pol od T tretjin še drugi 2 tretjine. To znamo matematiko, da to razumemo. Ne? Se pravi, 1/3 od periode, pa še 2 tretjini, da dobimo celo periodo. Ne? In tale prvi del piše, da je takale funkcija. I1, bom kar napisal, je K krat T. Razumete? Matematično gledano je to Y je K krat X. A ne? Kakšna funkcija je to? Linearna. Linearna. Skozi katero točko seka ordinato? Skozi nič. Tle se začne. Ok, skozi nič. Dajte prosim zračunati za tole funkcijo, ki pravi, še to vam bom pomagal, da vam povem, koliko je tale konstanta. Ne? Tale konstanta, če berete, ne, piše, da je 30. Pa enote ima, pustimo enote. To se pravi 30 krat T. A vidite, kje to piše? Tlele, v zgornjem delu tega izraza. V zgornjem delu piše, I1 je 30 krat T. Najdete to. A najdete to? Noben ne odgovori. To je tlele. Ne vem, če se vidi. I1 je 30 krat T. Ste zdaj našli? Ok, cool. Dajte prosim noter vstaviti vrednost za to točko, da bomo tle narisali, koliko je to in bomo povezali. Okay? To se pravi, za to točko dajte noter 5 milisekund deljeno s 3. Koliko dobimo? Če to zmnožimo, koliko dobimo? Ja, ali pa ne.
kakor hočete, sej je isto. Ali 5 deljeno s 3 krat 30, ali pa 30 krat 5 deljeno s 3, mora biti isto. Koliko ste dol? Ja, 50. To se pravi 50. V redu. In če je to linearna funkcija, bomo vzeli ravnilo in bomo te dve povezali. To je linearna funkcija, ste rekli, ne? Ok. Dajmo še drugi del te funkcije. Jaz bom tole zdaj pobrisal, pa bom ta drugi del, to je pa spodaj piše, I je 75 mili amperov minus 15 krat T. A vidite, kje smo to dobili? Tle spodaj. V spodnjem delu tega izraza sem tole prečital. Ste našli? Celulitka ste pokazali. Ja, slab se vidi, ne? Ja. Multimedijska ekipa mi je dala... A ta graf, ki ga delamo, a ta je to U1 ulovljena z B? Ja, ta graf ni U1, to je graf toka, I. Zaenkrat. Tega ni treba risati. To ga rišem jaz zdaj za vas. Zato, ker tam so samo 0,450, ni, a to 0,5, a to mile. Zato mile. Ja. Na naslednji strani tole gledate, a ne? Tole. Ja, ta graf. Ta graf, se nema, se kaj vidi? Ne. No, na desni strani imate skalo, ki gre od -10 do 60, a je tako? Ja. No, v to skalo boste recimo z rdečo vrisali, od 0 pa do 50, a ne? Pač po teh vrednostih. Recimo, da bomo z rdečo vrisali ta tok, ko ga bomo mi imeli, ga boste sem noter prerisali. Prav? Ampak najprej ga mi na tablo ne rišemo, pa ga boste pa prerisali. A me razumete? Ok. No, zdaj pa tole poglejmo. Najprej vam pomagam, da mi boste odgovorili na vprašanje. Tole bi takole napisal. Y je n minus k krat x. Kakšna funkcija je to? Spet linearna, samo da ne gre skozi izhodišče. Super. Dve stvari ste dobro povedal, še tretjo povejte, prosim. Kaj tole pomeni? Aha, da pada. Pada. Evo. Zdaj, kolega je povedal naravnost vse. Se pravi, ta funkcija ne gre skozi izhodišče, pada, ne? In, glejte, da mi mogoče kar takoj zagrabimo zadevo. Dajte, prosim, eden izmed vas, ali pa vsak drugi izmed vas, naj v tole funkcijo noter vstavi vrednost te tretjin, to je 5 milisekund deljeno s 3. Ok? Dajte eni to zračunati, prosim. Drugi, to bo ta vrednost. Drugi pa dajte tle vrednost zračunati. To pomeni, da semle noter vstavite 5 milisekund. Razumete? Te dve točki, to točko pa to točko, pa bomo spet potegnili črto, pa smo rešili. Ok? Se pravi, eni dajte noter 5 milisekund, ne? Deljeno s 3, drugi pa 5 milisekund. Jaz bom pa čas odgovoril na vprašanje. Izvolite. Imamo že odgovor. Ok, kar povejte. Ok, kolegica pravi, če tole za zgoren rezultat dobimo 50 in bom to narisal z rumeno. Glejte, kakšno naključje. Ravno tlele je. Tako kot je bilo prej, 50. Super. Pri 5 milisekund. A ima kdo odgovor za 5 milisekund, če noter ustavimo? Nič. 75 minus 5 krat 15 je 75, je nič.
To se pravi, to je pa tule. In potegnemo ravno črto tle vmes. Glejte, in dobimo takle žagast signal, bi temu lahko rekel. Ni sinus, ampak je nek tak žagast signal in gre tako naprej. Trikoten ali pa žagast signal. Si predstavljate. Glejte, kar vam hočem povedati je, da vseeno nam tale graf precej več pove, kot pa ta matematičen zapis tukaj. Ampak ta matematičen zapis je za računalnik priročen, za nas je pa vseeno fino, da vidimo. Ne? In osciloskop je taka naprava, se ste ga že imeli na vajah, pa tudi danes ga boste imeli, na katerem vidite, kako se signal, in boste tudi videli tak signal. Okay? Prav. In to je zdaj tisto, kar ste me prej vprašali. Jaz bi predlagal, da vzamete rdečo barvo in na tale graf, ki ga imate tule na desni strani, vrišemo. Začnete z 0, pri T tretjin greste na 50 po tej desni skali in pri T greste spet na 0. Pri 4 T tretjin greste pa spet na 50. To se pravi, naredite gor, dol, pa spet gor. In tole boste vrisali, ja, zelo podobno, gor, dol, pa spet gor. Tlele imamo mi 4 T tretjin, če hočete. 4 T tretjina, ne. Ok, to se pravi, mi smo zdajle I1 uspeli narisati. Hvala vsem za pomoč, vidim tam, da ste mi tudi nekateri nadaljavo lepo pisali, pa težko spremljam. Ok, gremo dalje. Zdaj bi pa mi, bom malo razmislil, kaj bi mi najprej izračunali. In sicer si bom pomagal s tem, kar imamo že pripravljeno. Ne? Vi boste pa, če treba, še enkrat prepisali. In sicer, glejte, tole je točno to, kar mi imamo. Pri čemer dajmo vse predpostavke. Mi smo rekli, da je I2 enako nič. To pomeni, da je tole enako nič, da je tole enako nič in da je tole enako nič. Aha, kje smo rekli? Prejle na prejšnji skici, pa ne bom zdaj hodil nazaj, sem narisal, da imamo tukaj odprte sponke. Če imamo odprte sponke, sem zato tukaj gor narisal, da je tok I2 enako nič. Ker imamo odprte sponke. In sicer bom tukaj poudaril, I2 je enako nič, lahko rečem odprte sponke. Seveda, vi boste rekli, da sem lump, ne? Jasno, če bi bil to nek ojačevalc, imamo tle verjetno zvočnik, ne? Jaz sem pa zdaj za šolski primer izbral, kot da so odprte sponke, ojačevalc brez zvočnika, recimo. Ampak za šolski primer dovolj dobro, ne? Se pravi, ker je I2 nič, ta člen odpade, ta člen odpade in ta člen odpade. Zdaj si bomo pa prepisali enačbo za U2 in enačbo za U1. Ok? Te dve enačbi si bomo prepisali in dajte si jih, prosim, zapomniti, jaz jih bom semle prepisal. Malo prostora si bom naredil. Podatek za medsebojno induktivnost si bom semle prepisal, zdaj pa pišem te dve enačbi in sicer prva enačba pravi takole. Jaz bom še najprej zlažil noter. U2 je L1,2 krat I2 črtica. Ok, gremo s tem noter. A smo mi sposobni narediti, narobe sem napisal, I1 črtica. Ja, najprej tole. Tole je medsebojna induktivnost, ki smo jo mi pri našem primeru
označili s črko M, pa sem kar pobrisal zato, da lahko bi naprej pisal, sam mi bo zmanjkalo table. Ne? Ok, a smo mi sposobni narediti odvod toka? Se pravi, mogoče bi pomagali, če jaz kar tukaj narišem najprej odvod toka. To se pravi, rečem, dajmo tukaj grafično narisati odvod toka. I ena črtica. Pa ga bomo tudi zračunali. Ok? Se pravi, če jaz odvod toka najprej zračunam, temu se matematično reče zlepek, to veste verjetno. Če dve funkciji skupaj pišemo takole, zavitim oklepajem, pomeni zlepek, en del časa to velja, en del časa to velja, pa spet tako. Ok? Če je linearna funkcija y je k krat x, koliko je njen odvod? Bo kar k. Bravo, konstanta k. In sicer takale. A znamo mi reči, koliko je ta konstanta? Znamo. Povejte. Prečitamo ven. Bo 30, oziroma 30. Super, 30. 30. Pač 30 amperov na sekundo. Ne? Kaj pa tale del, kjer tole dol upada? Kakšna funkcija je to? Ste prej mi povedali, to je lihko linearna. Kakšna je konstanta tukaj, kjer upada? Bo spet konstanta tistka je pred t-jem, a ne? Se pravi, minus 15 bo to. Bravo. To se pravi, vse je logično, da je pol manjša, ne? Če je tale čas dvakrat daljši, a ne? To, koliko je šlo tle gor, moj tle dol, to se pravi, to je pa minus 15. 30 pa minus 15 sta te dve konstanti. Ok. Jaz nam nič enot pisal. Prav? In te dve konstanti smo zdaj mi fino pripravili in jih bomo pomnožili s to medsebojno induktivnostjo, ki smo jo pa prej tle zračunali. To se pravi, 30 krat teh 6,7 milihenrija. Dajte to prosim zmnožiti, pa dobimo napetost. Koliko bo ta napetost? Hm? 30 krat 6,7. 6,666 je verjetno bilo, ne? Ali pa pač koliko je bilo. Koliko dobite? $200. Super. To se pravi, mi bi lahko rekli, da je tole kar 0,2 volta. Bomo kar zlepek naredili. 0,2 volta. V plus, v minus bi pa rekel 15 krat 6,7, pa minus bomo zraven dali, je minus 0,1 volta. Super, in to bomo mi narisali. Tole je U1, pardon, U2, U2 je to. Je takole 200 ali pa 0,2 volta in pa minus 0,1 volta. Takole. Kar vam hočem povedati je, poglejte, na vhodu smo imeli trikotni tok, na izhodu smo dobili pravokotno napetost. Vse to je logično. Mi smo se učili, da je indukcija odvod. In če odvajamo nekaj, kar narašča, dobimo konstanto, če odvajamo nekaj, kar pada, dobimo negativno konstanto. In tako smo prišli iz trikotnega toka do pravokotne napetosti. Če bi bil pa tole sinus, bi bil pa tole kosinus. To se pravi, nekaj, kar je tukaj zadaj,
je odvod. To se pravi, če hočete, ne, bom tako napisal, da je tole odvod. In to je krivo, da se v srednji šoli tudi težko pogovarjate brez odvoda, ne, o tem fenomenu indukcije. Ne. Ok, zdaj pa vsem moramo priti še do tistega težjega dela. To je pa ta napetost U1. Bo pa malo več pisarije. Nekaj imamo že pripravljeno. Bomo tole najprej prepisali. Torej, U1 je L1 krat I1 črtica, pa še tale R1 krat I1. Ok, pojmo najprej to napisati, pa si bomo pol čas vzeli, da še to poračunamo. Se pravi, takole. Najprej napišemo tole enačbo. U1 je R1 krat I1 plus L1 krat I1 črtica. Upam, da sem prav prepisal. Sem. Ok. Zdaj pa tole mi imamo že pripravljeno. Tole pa tudi že imamo pripravljeno, to je pa podatek, ki nam ga naloga daje. Se pravi, če ste za to, bi mi mogoče lepo po korakih šli. Pa bi narisali 3 grafe, pa jih sešteli. Ali pa, ne? In sicer bi temule delu rekli U1 na uporu, pa temu delu bi rekli U1 na induktivnosti. A ste za to? In bi začeli s temle U1 na induktivnosti. To je čez T. Bomo mi to hitro lahko naredili. U1 na induktivnosti piše, da je I1 črtica, to je tole, kar imamo tle napisano in tukaj narisano. Krat induktivnost L1, jo bomo pa prečitali, koliko je, 17,6. Se pravi, isto kot prej, s tem, da ste prej tole pomnožili s 6,6 ali 6,7, pa smo dobili tole. Zdaj vas pa prosim, da tole pomnožimo z 17,6, kar pomeni, da najprej dajte zmnožiti 30 krat 17,6, pa bomo narisali tale zgornji del. Ne, ta je pa pol manjši pol. Takole. Se pravi, oblika bo seveda enaka, ampak vrednosti bomo določili, pa jih bomo tukaj napisali si, prav? Se pravi, 30 krat 17,6, vas prosim, da zmnožite. Aha, mogoče kdo že napisal, eni mi napišete. Ja, 528, to se pravi, 0,528 v pozitivno smer, pa v negativno 0,264. Ok, super. Se strinjate z Nejcem? Pol volta gor, pa četrt volta dol, po domače. Toliko je, ne se to tudi približno so voltaže nekih signalov, ne, nizkih. V redu. Zdaj, druga stvar, ki jo moramo pa narediti, je pa, se pa nam bo že malo prostora zmanjka, bomo kaj pobrisali, ne, je pa U1R. Kaj moramo pa zdaj narediti? Zdaj moramo pa I1
to je tale, tlele, ki gre takole, pomnožiti z uporom R1. Glejte, čisto enostavno. 50 miliamperov pomnožim z 11 ohmi, kar pomeni, da sem tukaj na sred prišel do vrednosti 550, torej 0,55 volta. Bom kar napisal 0,55 volta, 550 milija. In oblika je pa taka, kot je bila, kar pomeni tlele do nule, pa tlele do nule. Takole. Zelo grdo. Bom probal malo popraviti, ampak ne pričakujte preveč. Takole. V redu. Zdaj pa te dva moramo sešteti. Kaj tam piše zadnji graf? Tukaj? Ja. U1 na uporu, lejte, to je to. To je tale. Bom zraven napisal, da je tale L1 krat I1 črtica, taj pa R1 krat I1. Po Ohmovem zakonu ni odvoda, po Faradayevem zakonu pa je odvod. Okay. Zdaj mi pa povejte, lahko tle dol stlačimo, lahko tudi kaj izbrišemo, to ne? Aha. Lahko pa vzamem drugo barvico, če ste za to. Ali pa še kaj tretjega. Ja, a ne bi bilo najlažje bi bilo mogoče na predzadnjega narisati. Skupno. Ja, ker začetne vrednosti že imamo, samo še... Tako, super. 0 plus tole je tole. A je tako? Je tako. Tle imamo 500, torej 0,528, pa 0,55, to je skoraj dvakratna vrednost. Oziroma, več kot dvakratna vrednost. Takole. A drži? Tlele. Ja. Se pravi, zdaj, če bo en to seštel, to pride 1,07. Pa ta vrednost pride 1,08 približno. Skupna. Ok, in tole dvoje bom povezal takole gor. Tole je kolega mi predlagal, pa se dobro obnese. Super. Gremo dalje. Tukajle imamo pa minus 0,264, pa moram prišteti tehle 0,55. Kam pridemo? Dajte mi to sešteti. Torej, 0,55 minus 0,264. Koliko pride? Ker ne reči, gremo na to. Kako? Še enkrat. 0,55 minus 0,264. Koliko pride? No, gledam, če je kdo kaj napisal. 0,55 minus 0,264. Kar povejte na glas. 0,286. Ok, 0,28. Sem prav razumel. Torej, 0,28, to je približno tlele. Ok. In zdaj ta pada dol. Se pravi, tukaj na tole vrednost pade dol. Kajti tale plus nič je točno spet ista vrednost. In evo, linearna funkcija. Zdaj upam, da je vam lepše uspelo to linearno funkcijo narisati. Jaz sem malo grdo. Glejte, kar vam hočem pokazati. Tukaj, kjer smo imeli odprte sponke,
je bila inducirana napetost zgolj odvod toka. Se pravi, tle je šlo lepo iz trikotnika v nek pravokotnik. Tukaj, kjer smo imeli pa nek vir ali pa neko breme, če bi imeli tukaj neko breme, je pa poleg tega odvoda, to je ta odvod, še nekaj, kar pa nima odvoda. In to je pa pol malo bolj komplicirana zadeva in kot vidite imamo en del, to je tale del, ki pritiče k odvodu in tale del, ki pritiče k funkciji brez odvoda. In zato smo dobili to zlomljeno funkcijo. In zdaj boste vi tisto, kar sem vam jaz narisal, z rdečo in pa z rumeno barvo na tablo, to sta U2 in pa tole, kar imamo tukaj, to je pa U1, ne? Ta vsota je U1, boste lahko urisali v ta graf, ki ima pa skalo na levi strani. Ta skala na levi strani. Boste videli, ne? Da ta skala v principu gre tudi ravno okrog teh vrednosti, ki smo jih mi naračunali. Okay? Tako da upam, da nam to uspe lepo prerisati. Vi si boste vzeli zdaj nekaj časa za to, da boste to prerisali. Jaz si bom pa vzel teh 15 minut za odmor. Okay? Ko bomo to imeli prerisan, bomo pa ven prečitali določene vrednosti. Okay? Tako da dajte si zdaj to prerisati. Hvala lepa.